Drage gledalke in gledalci, dobrodošli v drugi oddaji Destinacija ekocivilizacija. Z nami je ponovno profesor dr. Vesna Vugodina, doktorica socioloških znanosti in predavateljica socialne in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Mariboru in na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Prejšnjič sva govorili o preteklih civilizacijah, kaj jih oblikuje, kako dovzetni smo ljudje kot rasa za spremembe v naših odnosih, strukturah, v okviru katerih sobivamo. Danes pa bova pogledali v drobovje današnje družbe in kakšne možnosti razvoja imamo. Se bomo premaknili v smeri naraščajoče dekadentnosti, nadzorovanega kapitalizma, androidne družbe, morda celo propada človeške rase. Ali pa lahko že danes prepoznamo v naši družbi zametke civilizacijskega preporoda v smeri sodelujoče, pregledne, vključujoče družbe, ki bo tehnologijo uspela vključiti z vsemi njenimi potenciali v funkcijo družbene blaginje, v razvoj sistemov, ki človeka in naravo postavljajo v središče družbenega razvoja. Prva je zelo razumska, fizična smer razvoja, druga holistična, srčna. Morda je tu še tretja, četrta. Dobrodošli v novi oddaji Destinacija ekocivilizacija. Ponovno smo skupaj s profesor dr. Vesno Vugodina. Dober dan. Dober dan, pozdravljeni, dobrodošli ponovno z nami. In samo za začetek mi dovolite en kratek povzetek najine prejšnje oddaje. Dve pomembni sporočili sta se izluščili in vaši odzivi so samo potrdili, da je to na vas naredilo največji vtis. Prva, socialna racionalnost. Zelo veliko vas se je strinjalo, da se je o tem potrebno pogovarjati v javnem prostoru. Strokovno, poljudno in seveda najti rešitev za naprej. In drugo, da potrebujemo 8 generacij, da lahko spremenimo družbene navade in vrednote. Torej, tudi na tem moramo skupaj delati naprej, če želimo še bolj odprto, vključujočo in zdravo družbo. Danes pa bo vas profesor Godino se pogovarjali več o današnjem času. In sicer, kako sploh dojemamo zahodno civilizacijo. Kaj so njene značilnosti? In najbolje, spoštovana Vesna, da kar preideva k pogovoru. Ja. Moje vprašanje je, kdo smo mi danes, zahodna civilizacija? Koliko civilizacij v resnici sobiva danes na tem planetu Zemlja? Izvolite. Ja, torej našo samopodobo mislim, da še vedno dominantno kroji socialni in kulturni evolucionizem iz druge polovice 19. stoletja, kar je problem. To jaz vedno poudarjam zaradi tega, ker gre za seveda pristop, ki je konca 19. stoletja morda bil relevanten ali pa primeren, zdaj pa živimo v 21. stoletju. Ne? In profesor Vesna, kaj je značilno za to obdobje? Kako bi vi to opisali? Za današnje obdobje je značilno, da smo mi prepričani skladno z tem pristopom, ki sem ga omenila, da smo najbolj razvita civilizacija oziroma najbolj razvit del, bi rekla, družb in kultur na tem planetu, da imamo znanje, tehnologijo, s katerimi lahko obvladujemo seveda svet, sebe in druge, in da imamo nekakšno pravico na osnovi te ideje o lastni superiornosti, pač posegati v družbe in kulture drugih ljudi na tem planetu na način, da jih pretvarjamo v to, kar smo mi sami. In ta ideja je seveda jasno zgodovinsko povezana s kolonializmom, imperializmom in tako naprej, ampak ko govoriva o ekocivilizaciji, je ta ideja izjemno kontraproduktivna. Zaradi tega, ker pravzaprav tisto, česar ne moremo uvideti v teh okvirih, je, da družbe in kulture bivajo na zelo različne načine, da spremembe v družbah in kulturah, posebej produktivne spremembe, ker ekocivilizacija zahteva serijo produktivnih sprememb,
ne morejo temeljiti na tem, da družbe in kulture, ki so drugačne od nas, ukinjate in jih nadomeščate s tem, kaj smo mi. In seveda obstaja nek tudi čisto, bi rekla, logističen problem, če hočete, če bi naj vse družbe in kulture živele na način, kot živimo mi, ne, pred desetletjem, več kot desetletjem je bilo zaračunano, da bi potrebovali za to 2 planeta, danes mislim, da je zaračunano že, da bi potrebovali 4 ali več planetov. Tako da torej, a ne, tukaj v tej naši samopercepciji je nekaj zelo narobe in mislim, da ta samopercepcija tudi pomeni zelo resno oviro, da bi lahko sprejemali produktivne spremembe. Produktivne spremembe pa, če govorimo o ekocivilizaciji, morajo biti spremembe, ki so globalno produktivne, ne, se pravi, ne samo produktivne za majhen del, bi rekla, populacije, ki na tem planetu živi, in to so zahodnjaki. Tako da mislim, da tu imamo neko resno miselno oviro, ki se kaže na vseh področjih in je tudi zelo kot samo po sebi umevna prisotna v družboslovju, v humanistiki, da o ekonomiji sploh ne govorim. In pa seveda v našem vsakodnevnem razumevanju sveta, tistem, kar v antropologiji imenujemo spontana antropologija, ne. In če bi se na tej točki ustavili in samo za trenutek pomislili, ali verjamete, da v sebi imamo še dovolj vitalnih moči, da seveda smo sposobni narediti to transformacijo oziroma da lahko preoblikujemo naš način razmišljanja in obnašanja, da namesto nekega imperialističnega odnosa do preostalega sveta vstopimo v odnos sodelujoče, vključujoče družbe, kjer smo sposobni tudi z drugimi na enakovrednem in enakovredni in enakopravni ravni ustvarjati nek novi svet. Na verbalni ravni mislim, da ja. Ampak na praktični ravni pa je to dosti teže, ker na praktični ravni ne gre za to, da se posamezniki za to samo odločijo, to ne zadošča, ne. Gre za to, da je treba neke temeljne drže, orientacije, vrednotne norme, to so sklopi, ne, ki jih ljudje ponotranjimo v zgodnjem otroštvu in po katerih nekako avtomatično potem delujemo celo življenje, da je treba to spremeniti, ne. In že zadnjič sva rekla, da je sprememba teh v resnici zadev je pa dolgotrajen proces zgodovinski, a ne, in tu je seveda vprašanje prvič, ali imamo dovolj časa in drugič, ali imamo dovolj volje. Veste, ker jaz tudi recimo, ko bi rekla, poslušam, recimo jaz sem dosti v stiku z mladimi, a ne, in ko poslušam mlade ali pa tudi, ko sva pač se zadnjič že načele pač Gretino gibanje, ne, v resnici v praksi te pripravljenosti ni videti, ne. In to je, mislim, se pravi, na verbalni ravni bi se verjetno skoraj vsi strinjali, mislim, dobro, verjetno nekateri se ne bi, ampak mislim, da večina na Zahodu, posebej tistih, ki so pač niso več kolonialno in imperialno orientirani, bi se strinjala. V praksi je pa to dosti težje izvesti, a ne. In tu jaz imam občutek, da je vprašanje, če imamo dovolj časa, in to je tudi povezano s tem, s čimer sva zadnjič končali, to zahteva neke radikalne spremembe v našem vsakodnevnem življenju, ne. Jaz vedno rečem študentom, ne morete kupiti majice za 1 evro in trditi, da ste proti eksploataciji otrok in žensk v neevropskem svetu, ne. A veste, zdaj pa, ne, bova rekla, dobro, kaj potem naj kupijo majico za 500 evrov, ne, kar seveda verjetno ni tudi realna cena te majice, in seveda, kdo ima potem ta sredstva, da lahko to kupi, ne. A veste, tu gre za kompleksne probleme, kjer volja sama po sebi ni dovolj. Je seveda pomembna, ampak se bojim, da ni dovolj, a ne. Pa če samo za trenutek še vzameva malo bolj zgodovinski pogled, a ne. Če se ozremo recimo v 13., 14. stoletje, lahko najdemo v zapisih o takratnem načinu življenja, da so bili večina vladarjev so bili voljeni. Sicer res, da iz kroga na svoji ravni, se pravi iz kroga aristokracije oziroma fevdalcev, pa vendarle je bila to neka skupna odločitev o modrem vladarju. Potem je seveda zaradi verskih razlogov in predvsem interesa Vatikana prišlo do te tako imenovane nasledstvene vladavine. To se pravi, da so dediči podedovali tudi nazive.
In s tem smo dobili nek presedans, ko seveda je bila negativna selekcija kar naenkrat. Zakaj to sprašujem? Ker ste zdaj večkrat že omenila, kako je seveda težko te spremembe narediti, ali morda iz antropološkega vidika sploh obstaja koncept spominjanja? Ali se mi lahko tudi spomnimo nečesa, kar smo že živeli in uporabimo to v neki novi podobi tudi v današnjem času? To pravzaprav stalno delamo, a ne. Nobena družba, niti nobena kultura ne živi brez tega spomina, sploh ne more obstajati, a ne. To se je praviloma dostikrat imenovalo tradicija, ampak zdaj izraz tradicija sam po sebi v antropologiji iz razlogov, ki jih zdaj nimava časa razlagati, a ne, ni več ravno posebej v uporabi, ampak gre preprosto za to, da pač vemo, da vsaka družba in kultura skozi zgodovino oblikuje neko tirnico, mi rečemo, temu rečemo path dependency v antropologiji, torej odvisnost od nekega zgodovinsko vzpostavljenega socialnega in kulturnega tira, nekega načina, a ne, kako družba, kultura in ljudje so stoletja bivali. In zdaj spremembe lahko potekajo oziroma so lahko, bi rekla, produktivne, samo če potekajo skladno s to tirnico. Ne, tu so vse postsocialistične države naredile napako, ne, ker hočejo brisati zgodovino in to je seveda pogoj, da seveda pač, mislim, to vedno vodi v težave, ne, v krizo. In seveda se mi spominjamo, glejte Slovence, kaj je zdaj, če vzamemo zdaj trenutno samo korono, kaj zdaj Slovenci vladi najbolj zamerijo? Ravnatelji zamerijo to, da ne morejo sodelovati pri odločitvah za svoje področje, ne vem, lastniki fitnesov zamerijo vladi, da ne morejo sami se odločati, a ne, mislim, dijaki zamerijo in študenti, da se ne morejo oni odločati, kako to bo. Torej, v resnici vse to tudi zdaj za knjigo zbiram, ki jo bom pisala, ne, v zvezi z korono, da v resnici vsi predvsem vladi zamerijo to, da ne morejo sodelovati, da ni participativne demokracije, ne. In zdaj odkot ideja o participativni demokraciji? Ja, to je 1500 let star način, kako so Slovenci oziroma naši predniki, a ne, ki takrat seveda se niso še imenovali Slovenci, urejali svoje preživetvene zadeve, ne. Mi smo imeli, mislim, stari Slovani so imeli večjo, potem ko so se preselili sem in so se pač v fevdalizmu pač preoblikovali v neke družbe, zemljiško-gospostvene družbe, ki niso v resnici klasične fevdalne družbe, ne, so imeli v resnici samo odločbo in avtonomijo na ravni vaške skupnosti. Oni so vse odločitve o svojem preživetju sprejemali sami. Odlično, in tukaj je krasna priložnost za kratke oglase. Pozdravljeni nazaj v oddaji Destinacija ekocivilizacija. Z nami je profesor Vesna Vugodina in nadaljujeva najin pogovor. Imam še eno vprašanje, ki je vezano na prejšnji razgovor, in sicer, kaj bi bila neka pričakovana naslednja evolucijska razvojna faza iz antropološkega vidika? Ja, veste, zdaj antropologi zelo neradi napovedujemo prihodnost, ne. To sicer je bila, bi rekla, obsesija tudi socialnega in kulturnega evolucionizma, že omenjenega druge polovice 19. stoletja, pa tudi že razsvetljencev, a ne. Oni so hoteli imeti znanost o zgodovini zato, da bi lahko napovedovali, ne. Ampak v resnici je to težko. Je pa nekaj stvari gotovo mogoče reči. Prvič, a ne, mi ne moremo pričakovati, da bomo lahko uvedli spremembe, ki so radikalno, povsem drugačne od sprememb, oziroma od družbenih ureditev ali pa kulturnih načinov bivanja, ki jih danes prakticirajo ljudje. Te spremembe morajo biti v kontinuiteti in morajo te načine nadgrajevati oziroma razdelovati, seveda na nek drugi produktivni način. Drugo, kar je jasno, je, da tisto, kar lahko reši, bi rekla, ne, našo ekološko in bivanjsko krizo, če hočete, je v resnici socialna racionalnost, kar sva omenjali zadnjič, a ne. To pomeni, da tisto, kar se da napovedati, je, da naslednja, bi rekla, oblika neke globalne ureditve, če seveda ne bomo našli neke alternativne druge, bi rekla, različice, kako bomo
sami proizvajali okolje, ki ga potrebujemo, a ne, je seveda, postaviti socialno racionalnost nad ekonomsko racionalnost. In tu pa se pravzaprav nekaj zgodi zanimivega, samo to bom še dodala, ne. Tukaj pravzaprav se potem, napoved, ki so jo socialni in kulturni evolucionisti druge polovice 19. stoletja dali, torej Morgan, ki je bil sam privatni lastnik, ali pa Marx in Engels, a ne, ki pa sta bila pač seveda drugače orientirana, je bil, oni so na osnovi analize družb rekli, da v človeštvo se bo lahko rešilo samo, če se bo obnovila prvotna ureditev na višji ravni. Torej, ne, prvotna ureditev je pa bila, torej Marx je temu rekel prvotni komunizem, Morgan, ki je bil pač seveda privatni lastnik, je rekel ureditev prvotnih gensov na višji ravni. A to pa pomeni družba, ki socialno racionalnost postavi na višjo, nad ekonomsko racionalnost. Tukaj imam pa jaz eno vprašanje. Ja. V okviru pogovorov, ki jih imamo v okviru ekocivilizacijskega gibanja, smo imeli zelo zanimiv pogovor o globalnih skupnostih in mrežah. In sogovorci so izpostavili 3 značilnosti, ki veljajo danes v nekih odprtih, vključujočih, zelo na trajnostni razvoj naravnanih globalnih skupnostih. Prvo, popolna transparentnost kot temelj sodelovanja. Drugo, razpršeno vodenje, ki temelji na zaupanju, in pravilo, da vedno delaš to, kar znotraj sebe čutiš, da je prav. Kako umeščate te 3 ugotovitve v ta antropološko razlago razvoja sveta? Mislim, te 3 ugotovitve so zanimivo skladne s tistim, kar so Slovenci počeli 1500 let v tej neposredni demokraciji, z izjemo, da tisto, kar pač je nekdo v sebi čutil, da je prav. Zdaj, kako to, mislim, vprašanje je, kako se to konstruira, to, da v sebi nekaj čutiš, da je prav, a ne. Ali imaš to preko avtonomne vesti ali preko tega, da uskladiš svoje delovanje z mnenjem drugih, ker pri Slovencih gre za to drugo različico. Ampak to, kar ste opisali, je v resnici natančno to, kar so Slovenci počeli, in tudi natančno to, kar zdaj recimo zamerijo vladi, ne, zakaj, da pač obstaja to splošno nezaupanje do načina reševanja koronske krize in zakaj se ljudje potem teh rešitev ne držijo. Krasno. A mi dovolite, pol sem še en podatek tukaj, ker bi rada to navezala, ker ste že sama naredila ta prehod na lokalno skupnost oziroma na nivo države. Imeli smo tudi pogovor o bodoči vlogi lokalnih skupnosti in pri tem je prišlo pa do naslednje ugotovitve. Močno je izstopal pomen lokalne identitete, avtentičnosti, preko katere se lokalna skupnost ali posamezniki vpenjamo v neke globalne integracije. Ali vi vidite možen potencial nekega sobivanja tega lokalnega in globalnega pristopa, ki pa bi seveda bil v osnovi ta vključujoč in bi presegal te, kot smo prej imenovali, imperialistične težnje, ki so dominirale v zadnjih stoletjih? Ja, jaz bi rekla, da je to sploh edini mogoč produktiven način, a ne. Jaz se spomnim, ko sem jaz študirala davna leta nazaj, leta 1980 na FSPN takratni, je profesor Mlinar, a ne, ki je predaval sociologijo lokalnih skupnosti, natančno razlagal, da pač krepitev ene ravni, torej nadlokalne, vedno hkrati krepi tudi lokalno raven. In to je tudi splošna ugotovitev vseh antropoloških, bi rekla, terenov in analiz, ki so bili narejeni pač v situacijah, ko so zahodnjaki seveda prišli in je začel potekati proces westernizacije, kaj se je zgodilo z lokalnimi lokacijami, lokalnimi družbami, kulturami. One so se naenkrat začele zavedati svojih korenin, naenkrat so začele poudarjati svojo drugačnost in tako naprej in tako naprej. Zdaj, če tega ne dovolimo, potem ta proces dejansko ne more nastopiti, ne? Mislim, oziroma imamo težave. To je tudi natančno, to je postsocializem, ena od stvari, ki jih je naredil narobe, ne? Zdaj, ampak hočem reči, vi ne morete v resnici te globalne povezanosti okrepiti, mislim, če ni res imperialistična in kolonialna, ne, na drugi način, kot da okrepite te lokalne ravni. In tudi, ko je šlo za kapitalizem, ko je šlo za kolonializem, ko je šlo za imperializem, so se te lokalne ravni same od sebe okrepile.
Ne? Ljudje so v Afriki začeli iskati svoje korenine, začeli so izpostavljati svojo drugačnost, recimo na Havajih, a ne, kar večinoma ljudje ne vejo. Recimo hulo mi imamo za nativno havajsko tradicijo. Hula ni sploh nativna havajska tradicija. Ona je bila izoblikovana natančno v tem procesu, ki ga zdaj opisujeva. Ne? Torej v procesu, ko je bilo treba izpostaviti mojo različnost od nekoga, ne, s katerim se povezujem od zunaj. Tako da ta dva procesa sta vedno povezana in ne more napredovati proces povezovanja, ne, na neki, bi rekla, globalni ravni, brez da se dopušča ta, bi rekla, pač krepitev, seveda tudi identitet in procesov na lokalni ravni. To pa se vam pravim, to pa seveda predstavlja neke posebne serije problemov, zaradi tega, ker recimo pred leti, ko sem bila vabljena na eno konferenco na Univerzo v Koper, kjer pač oni to multikulturnost, ne, Italijanov, Slovencev in Hrvatov na tem območju obravnavajo, oni imajo pač to idejo, treba je preseči meje. Jaz sem rekla, ne, če boste presegli meje, ne boste mogli iti naprej. Ne? Mislim, meje v tem procesu se meje na lokalni ravni okrepijo. A ne? In to pomeni, ne, hkrati se okrepijo meje na lokalni ravni, razlike na lokalni ravni, če tega ne dovoliš, ta, bi rekla, proces na širši ali pa na globalni ravni ne more potekati, razen kot konflikt, a ne. Po drugi strani pa seveda to povzroča oziroma s sabo prinaša celo vrsto zelo zahtevnih situacij, a ne. In če mi dovolite potem kratek zaključek tega najinega drugega dela, preden gremo ponovno k oglasom, lokalna identiteta je zelo, zelo pomembna za to, da se vsi mi, pa ne bo to posameznice ali posamezniki, lokalne skupnosti ali države, lahko suvereno potem vključujemo v neke mednarodne integracije. V vsakem primeru, to je pač že terensko dokazano, ja. Hvala lepa. Kmalu bomo nazaj. Dobrodošle in dobrodošli nazaj v oddaji Destinacija ekocivilizacija. Z profesor Vesno Vugodina nadaljujeva najin pogovor in sicer se bova na koncu oddaje osredotočili še na dva pojma, ki se zelo pogosto pojavljata zdaj tudi v javnih pogovorih, in sicer koncept transhumanizacije. V tem trenutku to pojmujemo kot neko globalni vidik sveta, ki pa se pogosto povezuje tudi s prevzemom vodenja sveta strani globalnih korporacij. In na drugi strani tako imenovani surveillance capitalism, ki bi ga lahko prevedli kot kapitalizem nadzora, ki se je pa začel pozicionirati najprej v virtualnem svetu in zaradi sodobnih tehnologij dobil veliko zagona, kajti preko tehnologij lahko mi ne samo usmerjamo naše uporabniške mišljenja in potrebe, ampak lahko celo kreiramo že prihodnost in vsiljujemo seveda ljudem, kakšna naj ta prihodnost bo. In na drugi strani vidimo, da je vse več teženj, da bi se tovrsten način odnosa v družbi preselil tudi v fizični svet, kar je bilo zelo očitno pri mnogih vladah v času korona krize. Ali je to naša prihodnost oziroma kako se mi lahko temu izognemo in hkrati seveda vzamemo tiste pozitivne elemente, ki pa vendarle so tudi v tovrstnih poskusih. Ja, jaz bi rekla tako, ne, da obe alternativi, torej, ne, ki ste jih omenili, torej transhumanizacijo in pa bi rekla Nadzorovan kapitalizem. Ja, recimo, ja, ne, kapitalizem nadzora, ne. Ja. Jaz seveda ne pojmujem kot možni alternativi, zaradi tega, ker to sta v resnici novi fazi kolonializma in imperializma, a ne, v katerih žal danes nezavedno sodelujejo tudi tisti, ki so po svojih, bi rekla, ozaveščenih stališčih, recimo levičarji ali pa feministke, ne. In to je seveda zelo nevarno zaradi tega, ker tisti subjekti, ki bi morali na nek način dojeti, kam, bi rekla, to zadevne alternative merijo, ne, očitno danes v precej velikem številu tega ne uspejo videti.
verjetno tudi zaradi tega, kar ste omenili na koncu, ker pač vsaka alternativa ima dobre plati, a ne? Pač vsaka stvar ima dobre in slabe plati. In zdaj dobre plati, ki jih bi rekla, prinaša recimo takšna transhumanizacija, tudi če govorimo recimo za neke nativne družbe v Afriki, v Aziji, ne, pač oni pač vidijo, kaj jim bo westernizacija prinesla recimo na ravni tega, koliko kavbojk bodo imeli v trgovini. Podobno, ne, kot je bilo pri nas v Pa socializmu. telefon, pa povezava do Pa interneta. tablice, pa vse to, a ne. Hkrati se pa seveda ne vidi vsebina, družbena vsebina teh procesov, ki pa je spreminjanje vedno večjega števila lokacij na svetu v tisto, kar mi v antropologiji imenujemo The West. Namreč v antropologiji postsocializma pravimo, ne, da se svet deli v The West in The Rest. In seveda pač večina sveta se pretvarja skozi te procese navidezno v The West, vsebinsko pa v The Rest. To pomeni v kolonialne, neke nove kolonialne lokacije, ki seveda so, jaz temu rečem neokolonije, ker se seveda ločijo od klasičnih kolonij in tudi od postkolonij, ampak ne, vseeno gre preprosto za, mislim, potekajo v teh lokacijah vsi procesi, ki onemogočajo produktivno organiziranje družb za njih same in za te prebivalce, ki tukaj živijo. In to v nobenem primeru ne more biti alternativa in tudi ne sme biti alternativa, ne. Tu bi morale pač obstajati neka striktno moralna stališča oziroma ne, neke norme, neki standardi, preko katerih se ne sme iti. In pač obstaja v antropologiji recimo 7 kriterijev, ki jih neka lokacija objektivno izpolnjuje, da postane kolonija. Slovenija recimo izpolnjuje vseh 7 in ne, vi bi pravzaprav morali imeti ozaveščeno to vedenje, da A nam lahko nakažete, kateri so ti elementi? seveda. Pač neka družba, neka lokacija, ki je kolonija, je podrejena neki drugi socialni, bi rekla, neki drugi socialni in geografski in ekonomski lokaciji, recimo Slovenija Evropski uniji, a ne. Potem spremeni se ekonomija tako, da se v ekonomiji ekonomija več ne dela za potrebe prebivalstva, ampak postane podizvajalec, bi rekla, centra, ne. Potem država nima svoje samostojne zunanje politike, država nima svoje samostojne notranje politike, prenese se pravni sistem iz centra v lokacijo, prenese se administrativni sistem iz centra v kolonialno lokacijo, obstajajo procesi kulturnega kolonializma, ne. In torej seveda tudi kulturne neenakosti, torej kulturna različica v centru je videna kot večvredna, ne, se pravi, danes je to normalno, zahodna kultura je videna kot večvredna, ne, in seveda hkrati se začnejo procesi zapletati na ravni medetničnih odnosov in neenakosti. Tako da to je, mislim, tudi če se ne zaveda neka družba ali pa lokacija, da je kolonija, tako kot Slovenija, ne, torej imamo mi objektivne kazalce, da se neka družba ali pa lokacija spreminja v kolonijo. In kadar se to dogaja, bi morali zelo radikalno poseči v te procese in zaščititi te lokacije, ker sicer ne bomo imeli ekocivilizacije, ampak bomo imeli, kako bi rekla, novo fazo imperializma in kolonializma, ki se bo združila z tistim, kar ste rekli, kapitalizem nadzora, ne, ker bo pač treba vedno večje dele, kako bi rekla, geografsko in tudi vedno večje milijone ozaveščenih ljudi držati pod kontrolo, a ne, ker to pač ne, taka organizacija družbe zahteva, kar seveda mislim, da ne sme biti alternativa. Tukaj imam eno podvprašanje, če mi dovolite, in absolutno se z vami strinjam, da ne smemo dovoliti te ekstremne nove imperialistične alternative, pa vendarle prej ste omenila Zahod in ne Zahod, West and the Rest, a ne? In na nek način je ta atrakcija materialnega bogatenja prevladala nad duhovno ali pa nematerialno sfero in bogatenjem nematerialne sfere. Z antropološkega vidika, kje vidite sploh priložnost ponovnega uravnoteženja in da vendarle začnemo ceniti tudi to, kar je nevidno in znotraj nas in ne samo tisto, kar je vidno in okoli nas? Saj mislim, da to v resnici cenimo, ne, tudi na nek način. Danes je velik trg pravzaprav duhovnosti na Zahodu, ne, ki to neko, bi rekla, seveda napihnjeno in tržno, bi rekla, oblikovano potrebo človeško močno trži, tako da torej ne moremo govoriti, da tega ni. Ampak če me se zdaj vprašava, kaj bi bila dejansko pač pot iz
tega dejstva je seveda popolnoma jasno. Post iz tega dejstva je redistribucija materialnih dobrin. Danes mi proizvedemo mnogo preveč, kot na Zahodu potrebujemo, in seveda, če bi to redistribuirali, ne prodajali, redistribuirali, bi ta fascinacija nad materialnimi dobrinami relativno hitro izginila, a ne. Je pa seveda vprašanje, če to tisti ne, kapitalski vrhovi, ne korporacijsko-kapitalski vrhovi, dejansko hočejo, seveda, ker je to sredstvo, s katerim oni ne samo bogatijo, ampak tudi politično politično in sicer nadzirajo celoten planet, a ne. Zdaj, dokler ljudje ne morejo nečesa dobiti in jim ti to obljubljaš kot korenček, so ljudje pripravljeni marsikaj narediti, da bodo to dobili, a ne. In seveda to je sredstvo, ki se danes zelo grdo izrablja in uporablja. A lahko tukaj morda celo predpostavljamo, da morda na podoben način, kot je iz te filozofije oziroma konteksta kolektivne pripadnosti, celoten sistem prešel v fazo individualizma, ali lahko zaznamo že tiste elemente, ki govorijo o tem, da se je tudi ta faza že nasičila in prihaja že iz sistemskega pristopa priložnost za razvoj neke nove faze? Ja, to je, mislim, da ena zanimivih lekcij korona krize, ne, ker pač ta alternativa biti sam zase, a ne, ta je ljudem zelo težko padla. Meni recimo ni, a ne, ker imam pač tak način življenja od vedno, ampak večina ljudi je pa to izrazila zelo veliko stopnjo frustriranosti glede takega načina življenja. In ne, mislim, meni je antropološko recimo zanimivo, ko pravijo ljudje, mi smo socialna bitja, torej moramo imeti priložnost, da gremo na kavo, a ne. Mislim, namreč samo že pač antropološko je zanimivo, ne, da ljudje svojo socialnost vidijo kot možnost druženja z nekom drugim na kavi, ne. Se pravi, ljudem očitno, kljub temu, koliko pač smo seveda mi individualizirana družba oziroma koliko poudarjamo, da smo, ne, ljudje pravzaprav ne morejo, seveda, to antropologi vemo, ne morejo živeti v socialni izolaciji in to seveda je potencial. Samo, veste, jaz pač imam neko, bi rekla, nelagodno občutje, ki ga najlažje izrazim tako, a ne. Kapitalski centri so kupili najboljšo pamet tega planeta, a ne. Seveda oni kupujejo tudi znanstvenike, tudi antropologe, ne, tudi meni je bila ponujena služba v Ameriki, a ne, zato ker pač oni razumejo, da je znanje nekaj, s čimer se vlada, a ne. Ko pa gledate nacionalne, recimo, če zdaj govoriva o lokalni ravni, ne, nacionalne vlade, ne, pa se človek sprašuje, kdaj bodo oni to dojeli, a ne. Razumete, ne morete se vi boriti proti neki ekstremno močni koncentraciji znanja, ki jo plačuje kapital za to, da pač vodi svet tako, a ne, da uresničuje svoje interese, z nekšnimi laičnimi uvidi. Ne? To je zelo močna misel, morda tudi ena od najnih zaključnih misli, ki zelo poudarja pomen tudi na lokalnem nivoju, pomen znanja in zavedanja, da tudi lokalno okolje mora začeti ceniti svoje znanje, svoje sposobnosti in ne se samo boriti za proti odlivu kapitala, ampak predvsem postati privlačno za to, da se ta intelektualni kapital oziroma ljudje z nekimi izkušnjami in različnimi dimenzijami tudi vračajo v lokalno okolje. Tako da jaz bom zaključila današnje srečanje današnje z enim optimizmom, čeprav sva bolj razgrinjala vse izzive, ki so pred nami in tudi pokazali na mnoge nove sisteme, ki težijo še k večji centralizaciji oziroma celo novi kolonizaciji, pa vendarle upam, da so naše poslušalke in poslušalci začutili tudi moč tega nevidnega, tega socialnega kapitala, tudi moč naše zgodovine in to, kar nosimo v svojih genih. Čas je, da se spomnimo in ponovno v novi preobleki in z novim znanjem zaživimo eno sodobno, vključujočo in povezano družbo. Kakšna je vaša misel, profesor dr. Vesna Godina Košir, na koncu te najine druge oddaje? Ja, jaz bi se strinjala, da pravzaprav je treba začeti ceniti te lokalne tradicije, lokalna znanja in lokalne načine človeškega bivanja, a ne, ki pa vsi v resnici potrjujejo tisto, kar sva povedala na začetku. Alternativa je lahko samo socialno-racionalna družba.
Najlepša hvala. Hvala za vašo ponovno prisotnost, poslušalke in poslušalce. Pa vabim k razmisleku o vsem, o čemer sva se danes in že v prejšnji oddaji pogovarjali, in upam, da skupaj z neko akumulirano modrostjo najdemo tudi navdih za nov civilizacijski preliv. Spoštovana profesor dr. Vesna Vugodina, hvala za vaše izjemne misli, razmišljanja, za antropološka videnja razvoja sveta. Prijazno vabljeni tudi vi, drage gledalke in gledalci, da z nami delite svoje misli, vprašanja in uvide za prihodnost naše ali neke nove civilizacije. Pišite nam na info@tvlj.si. Več o ekocivilizaciji kot globalnem gibanju pa si lahko pogledate na www.ekocivilizacija.si ali pa njen razvoj spremljate preko socialnih medijev. Naše naslednje srečanje se bo dotaknilo ene najbolj občutljivih tem, ki bo zagotovo burila duhove tudi v prihodnje, ne samo v naši, ampak tudi v bodočih civilizacijah. Pogovarjali se bomo o razvoju javnega zdravstva. Včeraj, danes, jutri. Naš gost bo človek, ki močno izziva robove razumevanja pojma zdravja, javnega zdravstvenega sistema in ima svoje videnje njenega razvoja. Z nami bo zdravnik Živan Krevelj. Se gledamo prihodnji teden v novi oddaji Destinacija ekocivilizacija.